Staro mestno jedro dolenjske prestolnice zadnjih 60 let ni bilo deležno večje posodobitve ali oživitve. Po več letih pogovorov, kako nujna je prenova glavnega trga s širšo okolico, gre zdaj zares. V okviru arhitekturnega natečaja za prenovo odprtih javnih površin mestnega jedra, ki sta ga skupaj izvedli Mestna občina Novo mesto in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, so namreč izbrali zmagovalno rešitev. Dokler ne vidiš, kaj bo z tega nastalo, toliko časa umahuješ. Toliko časa je vsaka podoba ene prihodnosti možna. Zdaj pa ni več, zdaj pa samo ena. Izhodiščni element je predstavljal konservatorski načrt, ki so ga izdelali v Restavratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Želimo z širšo zainteresirano novomeško javnost ga dokončati, ga uskladiti, zlasti v vseh ključnih vsebinskih zadevah, problemih tudi, poiskati končno, oziroma dobiti nek skupni, saj minimalni konsens o predlaganih rešitvah. Tako so lani pripravili tudi delavnico z naslovom Kakšno mestno jedro si želimo, namenjeno najširši novomeški javnosti. Danes bomo prvič v bistvu na čisto konkreten način preverili mnenja vseh ljudi, ki jih zanima, ki želijo sodelovati pri prenovi mestnega jedra. Jaz mislim, da se ta zavest, da je možnost do vpetja v novomeške spremembe čedalje večja. Se pravi, da se ljudje zavedajo, da so lahko eni od dejavnikov sprememb v Novem mestu. Sledil je javni dvostopenjski natečaj. Med 17 prispelimi rešitvami na prvi stopnji je komisija izbrala 5 najboljših in njihove predlagatelje povabila k sodelovanju na drugi stopnji. Med temi je komisijo najbolj prepričala rešitev, ki jo je predlagala skupina Atelje arhitekti z Jurijem Kobetom na čelu, temelji prav na konservatorskem načrtu. So se zelo držali tega, kar smo pričakovali, da mora biti narejeno, vendar so pa rešitev nadgradili v eno tako povezano, celovito potezo in za posameznimi manjšimi ambienti so tako z občutkom posegali v ta naš urbani prostor, da je vendarle to neka dodana vrednost, ki jo čutimo in razumemo. Tudi samo tlakovanje, odnos do te Mušičeve dediščine, odnos do stavb, ki so zraven, odnos do ulic, ki se navezuje na glavni trg, do notranjih atrijev, je zelo dobro, zelo tudi tehnično perfektno rešen in pravzaprav nismo bili presenečeni, ko smo odprli, kdo je avtor, ker smo videli, da gre za izkušenega projektanta, ki je res za sabo že pustil veliko pozitivno rešenih urbanih prostorov. Snovalci zmagovalne zamisli so izhajali iz tega, kar v prostoru že obstaja. Pomembno se jim je zdelo vsakega kraja, vsakega ambienta posebej potegn tisto, kar v tistem že je, pa nam je nekako zakrito. To se pravi ugotoviti, kaj se dogaja, kaj bi se lahko dogajalo recimo pred teatrom Anton Pombevšek, kaj bi se lahko dogajalo pred vstopom v knjižnico in tako naprej. Ti razmisleke so pa potem vodili oblikovanje posameznih ambientov v mestu. Ona je taka, da sodi v ta prostor, ker ta prostor ima neke posebnosti, kajti skozi zgodovino se je vpisovalo noter poseben način življenja in ta je edinstven. No in ta duh so zadeli projektantke in projektanti in jaz verjamem, da ga bodo s tem tudi ohranili. Definitivno so ujeli duh prostora, zelo so se posvetili tudi detajlom, nadgradili celotno potezo od trga Novomeške pomladi preko glavnega trga in potem vse do Rozmanove ulice. Zato je tudi njihova rešitev bila najboljša. Mestna občina Novo mesto med prednostne razvojne usmeritve uvršča prav oživitev mestnega jedra, s čimer pa je neločljivo povezana tudi njegova ureditev. Danes je glavni trg poln avtomobilov, pločevine. Prva sprememba bo prav gotovo, da bomo naredili, da bojo te javne površine dihale, da bojo na voljo pešcem in kolesarjem. Seveda ne bomo popolnoma iznali avtomobilom, pa vendar mislim, da bo to tisto, kar bo prineslo to, da so začelo tudi vračati življenje na ta prostor. Zdaj je na vrsti izdelava projektne dokumentacije. Finančna konstrukcija prenove je že zaprta, občina pa se bo za denar potegovala na razpisih.
Sredstva za trajnostne urbane strategije so rezervirane v tej kohezijski politiki. Novo mesto je dobilo potrjen dokument trajnostne urbane strategije in ravno širša prenova mestnega jedra je ključni in najpomembnejši projekt znotraj te strategije. Mi ocenjujemo, da bo ta ožji del glavnega trga in teh površin nekje pomenil med 4 in 5 milijoni vrednosti investicije. To govori ocena za celotno površine, ki so zajete z vsemi pripadajočimi trgami, Rozmanovo ulico in tako naprej, pa nekje okoli 7 milijonov. Dela bi lahko stekla že prihodnje leto in kmalu nasvidenje na najlepšem srednjeveškem trgu na Slovenskem, je prepričan župan. Staro mestno jedro naj bi sčasoma zaživelo v lepši podobi in z novimi vsebinami. Prebivalce Brusniške in Šentjernejske doline oziroma okoliških vasi pa še vedno tarajo slabše bivalne razmere zaradi smradu, ki se širi ob odlagališču odpadkov v Leskovcu. Spomnimo se poletja 2014, ko je 200 krajanov, predvsem iz Brusnic in z Mokrega polja, na protestnem shodu v Velikih Brusnicah s transparenti opozorilo, da imajo dovolj tako smradu kot neupoštevanja tedanje občinske oblasti in vodstva Ceroda. In kup obljub se strani Ceroda pa do zdaj se ni zgodilo praktično še nič. Drugega, kot tisto površino res so nekaj pokrili. In to je, moteče za vse vasi tle okolj, ki so, in zato smo se odločili, da se to začne delati tako, kot se mora, da smrada ne bo več. Vsa banda je, kot je svet spomne. Odziva vodstva Ceroda na čelu z Alojzem Turkom na protestni shod ni bilo, čeprav je za našo televizijo večkrat obljubljal, da rešujejo problematiko neprijetnih vonjav. Prekrili smo dodatno odlagališče, povezali smo plinjake, namestili biofiltre, zamenjali bomo tudi biofilter na sami čistilni napravi. Ugotavljamo pa, da so predvsem vzrok teh neprijetnih vonjav žveplova spojina, ki je prisotna v zraku zaradi delovanja čistilne naprave. Tako so strokovnjaki predlagali, da bi bodisi uporabili kakšno drugo kislino za zmanjšanje neprijetnih vonjav, bodisi izvedli oksidacijo. Za katero pa smo tudi že izdelovalca čistilne naprave zaprosili, da nam bo podal tehnološke rešitve. Turk je tedaj izrazil pričakovanja, da bodo z ukrepi zmanjšali smrad na znosno raven v nekaj mesecih. A se to ni zgodilo, temveč se je po pripovedovanju krajanov smrad le še stopnjeval. In danes? Pričakovali smo v 5 letih, da bo Cered neke analize le pokazal po vsaj 50 sestankih, pa do zdaj ni bilo nič. Od tega še skozi sem mnenja, da se vsi, ki se obadajo s tem smradom, se dejansko učijo na tej zadevi, rezultata pa nobenega pozitivnega od tega. Ne. Ker je breme odprave ali vsaj zmanjšanja smradu padlo še na novo vodstvo Ceroda, se je direktor Albin Kregar reševanja težave lotil z različnimi strokovnjaki, tudi iz tujine. V teh dneh so, kot pravi, od inštituta Jožef Štefan vendarle prijeli spodbudne rezultate opravljenega testa na Zavodu za gradbeništvo. Mi smo zdaj v fazi zadnjega testa, s katerim bomo pridobili pogoje za industrijsko izvedbo vzdrževanja oziroma obdelave v enem delu stabilizacije preostanka po čiščenju na čistilni napravi. Zato verjame, da bodo lahko v poslovnem načrtu za 2016 že navedli konkreten predlog za oceno naložbenega dela in rešitvijo, ki bo omilila smrad. Slovenija sodi med države, v katerih mladi najdlje ostajajo pri starših. Tisti, ki so se odselili, večinoma živijo v stanovanju v lasti staršev, sledi najem, šele nato lastništvo. Do tega pa je težko priti. Mlada družina s 6-mesečno dojenčico iz Novega mesta, ki je nedavno prevzela ključe novega stanovanja v bloku v Podbrezniku, je imela srečo. Sva začela reševati stanovanjski problem, ko smo izvedeli veselo novico, da prihaja na svet naša punčka. Tako da sva se odločila, da morava, glede na to, da trenutno živiva še v garsonjeri, da pač morava ta problem rešiti. In iskala sva kar, kako dobro leto, največ v Novem mestu zaradi službe, ker oba delava v Novem mestu, pa sva želela iti čim bližje našemu delovnemu mestu. Nekako nam nobeno stanovanje ni pritegnilo, zato se mi zdi, da zdaj mi bolj gledamo na odprte prostore, tako je tukaj, da je dnevna jedilnica, kako na vse v enem. V glavnem, potem pa sva bila tudi že v Podbrezniku, sva tudi že iskala opcije, na kar smo pa pol zasledili ta razpis.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije je namreč 20. novembra lani zagotovil možnost nakupa stanovanj z ugodnim dolgoročnim kreditiranjem tudi v Novem mestu. Stanovanja so takoj vseljiva s pripadajočimi shrambami in parkirnimi mesti, ter so zemljiško-knjižno urejena in neobremenjena, razen z morebitnimi služnostmi za potrebe obratovanja objekta. Na razpisu si se lahko odločil za 3 stanovanja, katere želiš pogledati, različnih kvadratur. Mi da sem se odločila za dvosobno plus kabinet. In na razpis, ko smo nas poklicali na ogled stanovanja, sva se takoj zaljubila v to stanovanje, res, ne vem, nek poseben trenutek je bil. In potem, ko si se mogel odločiti, katero stanovanje želiš za prvi izbor, smo se odločili za to stanovanje in sreča je bila na naši strani in smo bili izbrani. Nista razmišljala, da bi šla recimo v novogradnjo, je bila takoj prva odločitev stanovanje? Prva odločitev je bila za stanovanje, ja. Tako da za hišo se pač zaenkrat še ne, ampak nikoli ni prepozno, mogoče tudi daj. Sklad ima v stanovanjski stavbi v Podbrezniku 112 17 najemnikov, preostalih 26 stanovanj pa so z razpisom ponudili na trgu. Cena enosobnih stanovanj se giblje od 60.500 do 67.300 evrov, dvosobnih med 71.800 in 77.700 evrov. V novi perspektivi želimo zagotoviti čim več javnih najemnih stanovanj. Namreč struktura stanovanj v Sloveniji je trenutno taka, da je 90% stanovanj v privatni lasti in samo 10 javnih najemnih in ta delež želimo povečati. V januarju in februarju so prodali 16 stanovanj, za preostalih 10 na naslovu Podbreznik 112, blok je sklad pred leti kupil od družbe Imos, pa je bilo možno oddati prijave za nakup do 12. marca. Ob večjem zanimanju imajo sicer na razpisih sklada prednost nakupa mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, gibalno ovirane in mlajše osebe. To so stanovanja, ki so bila najprej namenjena oddaji, vendar kar nekaj časa jih nismo uspeli oddati, potem smo se pa odločili, da jih prodamo. To pomeni, da je pač struktura na tej lokaciji očitno zahteva več lastniških in pa je bil delež najemnih prevelik. Parov in družin, ki bi si želeli takšnega stanovanja, je v mestni občini veliko. Ocenjujemo, da je v Novem mestu trenutno skoraj večje povpraševanje kot je ponudba, predvsem po večjih stanovanjih. Vesel sem, da je stanovanjski sklad pristopil k prodaji prostih stanovanj tukaj v Podbrezniku. Tudi rezultat, da so že v dobrem mesecu prodali 16 od 26 stanovanj, kaže, da so kupci to prepoznali kot priložnost. Mi seveda za Podbreznik predvsem čutimo odgovornost, da čim prej infrastrukturno tudi povežemo z preostalim mestnim področjem. Macedonija veseli, da se tudi drugi vlagatelji zanimajo za stanovanjsko gradnjo v občini. Sta v izgradnji 2 projekta na območju Broda oziroma ob naselju Slavka Gruma. Tam bo na voljo kar nekaj stanovanj, vendar nažalost so investitorji v slabi finančni situaciji in kot kaže se tudi počasneje odvijajo te projekti. Trenutno pa je v pripravi kar nekaj novih lokacij, ki pa seveda ne bojo čez noč še na trgu. Gospodarska uspešnost občine je prepričan Macedonija tista, ki privlači mlade družine, različne strokovnjake in poslovneže v Novo mesto. Beležijo namreč predvsem povpraševanje po večjih stanovanjih, gre torej za zahtevnejše kupce. In jaz verjamem, da je danes Novo mesto tisto, ki že privlači ne samo zaradi delovnih mest, tudi zaradi bivalnega okolja in pogojev, ki jih Novo mesto nudi, tudi vse tiste, ki prihajajo v Novo mesto in se priseljujejo. Ker je priti do stanovanja za mlade še vedno precejšnja težava, je pomembno, da so ta na voljo po čim ugodnejši ceni. S privlačno stanovanjsko politiko jih želijo pritegniti tudi v mestno jedro, poudarja Macedoniji. V prihodnje pa naj bi s skladom izvedli kakšen projekt za reševanje prostorske stiske mladih. Nekako poskušajo zgraditi še dodatna javna najemna stanovanja, ki bodo na razpolago seveda vsem tistim, ki bodo želeli ugodni najem. Se pravi, v pripravi je večji razpis na republiškem nivoju, ki bo seveda vsem lokalnim skupnostim dal možnost, če imajo seveda potrebo za javna najemna stanovanja, da bodo pridobili bodisi soinvestitorstvo, bodisi kreditiranje strani stanovanjskega sklada. Razpis naj bi objavili aprila. Pravijo, da je življenje brez poezije pusto, menda je tudi šola iz leta v leto bolj zanimiva.
To jim je na najboljši možen način uspelo združiti na bršljinski osnovni šoli, kjer so se učenci na zabaven način učili in ustvarjali na čisto prvi noči poezije. Tako iskreno navdušeni so pozdravili prihod naše televizije, potem pa so pokazali, česa vsega so se naučili. Vse teče, nič se ne povrne in nič ne pride več nazaj. Nikoli val se ne obrne, sijoče zvezde se utrne, temi zgubi se njen sijaj. Mi vsi smo kakor na palubi in plovemo neznano stran, zato trenutke ne izgubi in kar s teboj potuje ljubi, dokler ti svetli čas je dan. Zelo mi je všeč zaradi tega, ker smo delali lutke in lutkovno predstavo. Meni se zdi, da se mogoče jaz fajn veliko zanimam za te kulturne dejavnosti pa to. Pa res se živimo v tej noči, ker je, ne vem, nekaj takega posebnega, ni posebno vzdušje je. Se veselite recimo dejstvo, da boste tudi spali v šoli prvič? Ja, zelo, to je ful dober. Spet drugi so se najbolj veselili palačink, ki so jih čakale za večerjo. Skupaj se je noči poezije udeležilo 140 otrok vseh razrednih stopenj. V bistvu smo pri načrtovanju novega šolskega leta razmišljali, kako bi še povečali interes oziroma motivacijo za branje. Prišli smo tudi do zaključka, da se nekako učenci branijo poezije, da jih je strah branja poezije, ker je morda na prvo branje niti ne razumejo. In tako smo se odločili, da jim bomo prav poezijo na ta način približali. Dogodek se je začel v petek pozno popoldne, končal pa v soboto v jutranjih urah. V noči poezije smo si zamislili delo v skupinah, v delavnicah, kjer so učenci od 1. do 9. razreda spoznavali najprej poezijo, se pravi besedila primerna njihovi starosti. Nato pa so v drugi fazi poustvarjali, se pravi sami se preizkušali v skladanju rim, v pisanju prvih verzov, pesmi, igrali so se z besedami, likovno ustvarjali, se pravi v obliki risb, likov so pisali svoje pesmi, verze. Na ta način so učenci tudi raziskovali, kaj vse se da početi z besedami. In čeprav ponavadi komaj čakajo, da se pouk konča, so tokrat v šoli ostali kar čez noč. Petek popoldne in 140 učencev se je vrnilo nazaj in z velikimi pričakovanji, z velikim veseljem, navdušenjem in to je pravzaprav razlog, da smo tudi mi, mentori, motivirani za nove podvige. Verjamem, da je to za njih nekaj novega in da se bodo na takšne stvari še vračali. To pa še ni bilo vse. Vse tisto, kar so mladi ustvarili na noči poezije, so lahko videli tudi naključni mimoidoči. Po večerji, ravno v tem trenutku, pripravljamo projekcijo vsega, kar je danes nastalo v delavnicah, se pravi vse, kar so učenci ustvarili, bomo projicirali tudi na fasadno pročelje naše šole, telovadnice. Računamo, da bi ta projekcija potekala nekje do polnoči, tako da mimoidoči, tudi njihovi starši so povabljeni, da si pridejo ogledati njihove prve verze in njihove izdelke. In to je tudi dodatna motivacija za njihovo delo. In kdo ve, morda se med njimi kalijo novi Keteji in Podbevški. Za lepo gesto se je odločil lastnik stavbe na Glavnem trgu 2 v Novem mestu Nikolaj Levičnik, ki je občini podaril svojo nepremičnino. Županom Gregorjem Macedonijem je podpisal darilno pogodbo za stavbo v vrednosti 330 tisoč evrov, s čimer bo posredno prispeval k oživljanju mestnega jedra. Hiša je prazna, razen gor stranka ima ene svoje prostore, lokali so pač urejeni, ki so dol, v sami hiši tam pa, ker so stanovanja, je pa obupno. Fichtenauova hiša je bila v približno takem obsegu, kot je zdaj zgrajena sredi 18. stoletja. Že konec 18. stoletja je prišla v last družine Fichtenau in je ostala praktično do pred nekaj let, ko je prišlo do delnih odkupov. Zanimivo je tudi to, da so v tej stavbi skoraj vse 19. stoletje opravljali poštno službo.
Družina Fichtenau je bila lastnik hiše do leta 1937, ko je umrla zadnja predstavnica s tem priimkom, ampak njena hči se je poročila z Levičnikom in po tej liniji so postali lastniki tudi Levičniki. Dozdajšnji lastnik je propadajočo nepremičnino želel prodati nekomu, ki jo bo lahko s svojimi sredstvi obnovil, in izbral je občino. Gre za eno največjih in najpomembnejših hiš v mestnem središču oziroma na glavnem trgu in verjamem, da smo s to donacijo tudi korak bliže, da bomo skušali to hišo celovito obnoviti in dati novo vsebino. Preden pa bodo dorekli njeno vsebino, želijo pridobiti celovito lastništvo, nato pa stavbo celovito obnoviti. Dogajanje na glavnem trgu pa je novomeška občina v sodelovanju s civilno iniciativo Grem v mesto že poživila ob Mednarodnem dnevu žena. Staro mestno jedro so zasedli najmlajši iz vrtcev Ciciban in Pedenjped, ki so na več mestih s pesmijo, deklamacijo in plesom razveseljevali mimoidoče. Ženske pa so bile še posebej vesele pozornosti novomeškega kavalirja. Ena vrtnica ob dnevu žena. Gospoda župana. Res. Vam želi lep dan in lepo praznujte. Ja, najlepša hvala. Tudi sicer je marsikdo zavil v cvetličarno, da bi razveselil svojo boljšo polovico. Za 8. marec je bilo tako kot včasih nagelj prvenstvena roža, to pomeni tista avtohtona, ki jo starejše generacije še vedno zelo rade podarijo, medtem ko mlajše se pa seveda odločajo za rdečo vrtnico. Ob 8. marcu vsako leto trčimo na vprašanje o enakopravnosti med spoloma. Mogoče v današnjem času pa nasploh pri iskanju službe, recimo pri iskanju zaposlitve, so še vedno moški v prednosti pred ženskam. No? Ampak tiste, ki so dost pogumne, dost uspešne, se ne dajo in takih je treba več. V zavetju domačega okolja očitno v ospredje prihajajo drugačni vzorci obnašanja. Moja hčer, na primer, pomaga možu, mož njej in en z drugim, to mi se zdi lepo. Je bilo čas drugače. Dogajanje na glavnem trgu je bilo sicer del širšega projekta Razvajaj se v mestu, ki je potekal v več slovenskih krajih. Tako da smo veseli, da smo se lahko tako hitro zorganizirali tudi s pomočjo mestne občine, da se danes tukaj majčkeno dogaja, majčkeno se rožice delijo, trgovci so ponudili popuste, gostinci so določene drobno presenečenje pripravili. In še nekaj statistike. Povprečna starost Slovenke je bila lani dobrih 44 let, prevladujeta pa imeni Ana in Marija. Če staro mestno jedro oživljajo, pa bo novi trg dobil lepši videz. Lastnik propadajoče stavbe s hišno številko 6, litijsko podjetje Trgograd, je namreč vendarle začel rušitvena dela. Rušenje bo stalo 60 000 evrov, z vsemi pripadajočimi deli pa ne bi ga zaključili do 15. aprila. Samo rušenje na vsak način takega objekta v centru mesta je zahtevno. Naročili smo jasno načrt samega rušenja, elaborat, ravnanja z odpadki. Rušenje, pri katerem bo nastalo približno 2500 ton odpadkov, z zanimanjem spremljajo tudi mimoidoči. To gledam, to je grozna stvar, saj sam polivinil, pa sama svinerija, že sama gradna je grozna. Ja, če ni za nobeno porabo, pa boljš, da jo odstranijo, ne? Ja, jaz imam drugače podobno mnenje, smo se glih včeraj pogovarjali o tem, ne? Ko smo še mim, da pač, če imajo kakšne v redu namene, naj jo podrajo, ne? Ja, super, da se pač neuporabna zgradba, pač, da se nekaj naredi na novo, ne? Tako da je super. Rušenje predstavlja prvo fazo ureditve tega prostora. In računam potem, da postavimo nek nov objekt, poslovno-stanovanjski mogoče samo poslovni, lete stvari so v teku. Začetek gradnje načrtujejo prihodnje leto, s čimer bo novi trg zažival v novi luči. 32 delegatov izbranih na šolskih, občinskih in medobčinskih parlamentih pa je na 26. regijskem otroškem parlamentu, ki se je odvil na novomeškem Rotovžu, zastopalo 13 800 osnovnošolcev z 42 osnovnih šol. Mladi so razpravljali o pasteh mladostništva. Virtualni svet se nam zdi nevarno, da mladostnik zelo hitro lahko vanga ga zapelje virtualni svet in s tem mogoče potem ne zna priti ven iz tega v resnični svet. Otroška delovna vnema je vse večja, pravi koordinator vseh dozdajšnjih otroških parlamentov Janez Pavlin.
So ti parlamenti iz leta v leto močnejši, boljši, otroci so bolj zagnani, tako da se kalijo nove moči. Upam, da se bo to v pravem parlamentu slovenskem tudi kasneje poznalo. Mogoče nas kje po strani gledajo, ker si mislijo, da so samo otroci, si še nima tako tehtnih predlogov, ampak ponovno v državnem zboru, ko slišijo kakšne take tehtne razprave, take skrive misli, ker malo osupnejo. In kot smo se prepričali, je mladostniški še kako živ. Zato je prihodnost dolenjske prestolnice zagotovo svetla.